Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, 11 jih je v tem trenutku na Zoomu, generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar, ekipa Ukoma, gospa tolmačka za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani, občanke in občani. Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Novinarsko konferenco začenjamo s pregledom epidemiološke situacije. Včeraj je bilo opravljenih precej manj, le 2063 testiranj in potrjenih 464 primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je bil še naprej nizek in je znašal 22,49%, še malenkost manj kot dan prej. V soboto pa je delež pozitivnih testov znašal 22,69%. Sicer je bilo v soboto za primerjavo opravljenih 3918 testiranj, potrjenih pa 889 primerov pozitivnih okužb. Podatki za pretekli vikend kažejo, da se epidemiološke razmere v Sloveniji vztrajno, čeprav počasi izboljšujejo. Glede na vedno slabše razmere v naši neposredni soseščini, pa tudi drugod po Evropi, pa nikakor ne smemo biti preveč pogumni in pozabiti na dosledno upoštevanje samozaščitnih ukrepov, ter se obenem tudi odpovedati vsem nepotrebnim potovanjem v tujino. Razmere v Evropi so povsod resne in zahtevajo našo pozornost in odgovoren odziv. Poglejmo si tale graf, ki govori o tem, kako se razmere slabšajo. Slovenijo boste videli kot četrto z desne proti levi, ampak kot vidite, se pri nas razmere tudi že umirjajo. Okuženih je manj, kot jih je bilo predtem. Zelo malo je držav, ki bi se jim število okuženih že zniževalo. Našli boste tamle Nizozemsko, kjer so razmere relativno ugodne. Tudi v Veliki Britaniji se zadeve nekoliko umirjajo, padajo tudi na Islandiji, tako da so razmere povsod po Evropi še vedno precej resne. Vlada natančno spremlja razmere po svetu in seveda ukrepa. Čez vikend je v veljavo vstopil odlok o spremembah odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih, na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki na seznam rdečih držav uvršča vse naše sosede. Zdaj je rdeča tudi avstrijska Koroška, ki prej ni bila, in obe hrvaški obmejni obalni županiji, se pravi Primorsko-Goranska in Istra. Med zelenimi državami ni več nobene evropske države, na njej ostaja samo 8 držav iz drugih kontinentov: Avstralija, Japonska, Južna Koreja, Nova Zelandija, Ruanda v Afriki, pa Singapur, Tajska in Urugvaj v Latinski Ameriki. Pri nas pa razmere še naprej ostajajo najbolj resne v Gorenjski regiji, a se tudi tam počasi izboljšujejo. O Gorenjski bomo izčrpneje ponovno poročali jutri, razmere pa se žal poslabšujejo v Pomurski regiji, o čemer smo vsak dan govorili že ves pretekli teden. Če pogledate tale graf, ki govori o incidenci, od 1. novembra spodaj, ko je bila ta incidenca 1147, je do danes praktično narasla na skoraj 1500 okuženih. 8.11. je bil malenkosten umik nazaj, kaj pa bo jutri, pa bomo še videli. To potrjujejo tudi podatki o novih okužbah za včerajšnji dan. V Beltincih je bilo včeraj odkritih kar spet 30 novih okužb, v Murski Soboti jih je 12, v Lendavi jih je 10. Sicer pa žarišča še naprej ostajajo tudi na Ptuju, tam je kar 28 novih okužb, v Mariboru jih je 27, v Ormožu pa 10. Enako število novih okužb je bilo včeraj tudi v Slovenj Gradcu. Za primerjavo, v Ljubljani je bilo včeraj 40 novih okužb.
Zato bo danes med drugim potekalo tudi razseljevanje novih pacientov s COVID-19 iz širšega območja splošne bolnišnice Murska Sobota, o čemer bomo govorili na jutrišnji dopoldanski novinarski konferenci, ko bo eden od naših gostov tudi dr. Robert Karota, koordinator za zagotavljanje bolnišničnih postelj pri Ministrstvu za zdravje. Poglejmo si zdaj še nekaj grafov, ki govorijo o splošnih razmerah po Sloveniji. Najprej tale graf, ki ga spremljamo že dneve in dneve, vidite, da realni podatki zelo dobro sledijo matematičnemu modelu, po katerem smo spremljali in pričakovali, da bo ta drugi val vendarle popustil. Zaenkrat nam gre ta primerjava zelo dobro, vsakodnevni podatki resnično sledijo matematičnemu modelu, tako kot je bil zastavljen že pred časom. No, tisto, kar je še bolj razveseljivo, pa je naslednji graf, prosim, ki govori o tem R-u, o reprodukcijskem številu, ki je v tem trenutku že pod 1, vsak novo okuženi okuži manj kot enega. Še vedno se ta R spušča, ne gre tako hitro, kot bi si želeli, ampak to mejno ločnico 1 smo že presegli, skratka zdaj vsak novo okuženi kuži manj. In to je najbolj spodbudna informacija, ki jo imamo danes na voljo. Včeraj je bolnišnično oskrbo potrebovalo 1143 bolnikov, intenzivno nego pa 190 bolnikov. Iz bolnišnice je bilo odpuščenih 53 oseb, ampak včeraj je bila nedelja, kot veste, bolnišnice praviloma odpuščajo po nedeljkih. Žal smo imeli tudi mrtve včeraj, umrlo je 24 oseb, od tega v bolnišnicah 18. Pogledali si bomo en graf, ki govori o razmerah v bolnišnici. Tale bo ta pravi, takole. Poglejte, tukaj imamo predstavljeno, kako se je povečevalo število pacientov v bolnišnicah. 31.10. smo bili na 80 na dan, najvišje število je bilo 6.11., ko smo imeli sprejemov kar 160. Ta plavi, modri stolpec govori o številu sprejemov, oranžni govori o odpuščenih vsak dan, ta sivi spodaj govori o številu umrlih. Kot vidite, se ta razlika med skupaj sprejetimi in odpuščenimi in umrlimi vse bolj manjša, hkrati to pomeni, da so potrebe po novih posteljah v bolnišnicah na dolgi rok vse manjše. Še enega imamo, no ta pa govori o tem. Modra črta, najvišja gor, na vrhu govori o številu sprejemov, ta oranžno rjava, kakršnokoli jo že opredelimo, je število odpuščenih, siva pa so umrli. Ko to pogledamo, vidimo, da sta si modra in ta oranžno rjava vse bliže, kar pomeni, da bomo, če bo šlo tako naprej, v prihodnje potrebovali vse manj in manj novih postelj. Potrebovali pa jih bomo seveda na intenzivnih oddelkih. Preden se seznanimo z razmerami v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, želim opozoriti na pomemben prispevek civilne zaščite in Slovenske vojske pri zagotavljanju dodatne opreme. Pravkar pa v Ljubljani poteka tudi postavljanje še dodatnih ogrevanih šotorov.